famozna Svetovna zdravstvena organizacija, katere člani so nažalost vedno pogosteje najdejo tudi na rumenih straneh. O tem smo nekaj že rekli, ampak ne bi v detajle, ne, verjetno ste že marsikaj videli ali pa slišali. Torej, odkdaj pravzaprav ta institucija obstaja in kdo je njen financer oziroma kje dobi sredstva za svoje delovanje? No, zdaj, jaz niti ne vem točnega letnice, kdaj je bila ustanovljena, mislim, da je bila takoj po drugi svetovni vojni, to niti ni bistveno. Moram pa reči, historijat tega WHO-ja, tega zadnjih, torej, kar se tiče od leta 2000 naprej, jaz sem izjemno natančno spremljal, ker sem na sceni aktivistični že skoraj 30 let, ne? Torej sem v priliko natančno spremljati od norih krav, ne? Se spomnite, 2, 3, pa potem SARS 1, ne? Pa potem MERS poskus, pa glavna dva, torej ptičja gripa 2005 in prašičja 2009. Zelo natančno, ker sem točno videl, kako se ponavljajo štorije, kako so isti akteri z istimi imeni bili pri ptiči in bili pri prašiči in so zdaj spet isti akterji, ista imena, isti priimki. In vedno se je začelo z strahovito grožnjo, ne, sejanjem strahov, z apokaliptičnimi napovedmi, se spomnim ptičje gripe, da bo 150 milijonov mrtvih. Ferguson, veliki Neil Ferguson iz Londona, ki ima tam inštitut, je takrat nastopil in pri prašičji gripi in pri vedno je več mrtvih napovedal in da se spomnim pri ptičji gripi, je bila panika narejena tako, da so države v strahu, da bo zmanjkalo lesa za krste delati, kupale mrliške vreče in je šel k šeftu milijone dolarjev na kup mrliških vreč za mrliče. Migrade. Torej, te mrliči so zelo krasen kšeft, ne, kot vidimo. Se spomnite Bergama, ne, recimo iz COVID-a, ne, kako so posnetke kazali iz Lampeduze, ne, ker je trajekt potonil in bilo tam preko 300 mrtvih dobesedno črncev, ne, ki so bili pač begunci oziroma imigranti iz Afrike in je trajekt rešil nečeri pred obalo in itak oni ne znajo plavati, večinoma so si potonili in se jih potem jasno je mogla vojska to pobirati z morja in so tiste krste bile postavljene po cestah in so to kazali, da je to Bergamo, da so to mrtvi iz COVID-om. Tako, zdaj itak so spet te potvorbe dogajajo, s tem, da kdo je gledal te posnetke, kako se prevare delajo, se spomnite recimo tistih mrliških vreč, ki so bile po ulicah razstavljene in noč so kadili cigarete, tako da so mrliči kadili in se je dim ven valil in potem so rekli, nehajte, snemamo in so se skrili pa pokrili z glavo. Tu ste tam gledali tisti posnetek iz Izraela, kako so tudi snemali tiste dirke, ne, kako drvijo z vozički v intervencijo not, ne, unih, ko umirajo zaradi COVID-a, ne, in se spomnim tega, to je nekdo posnel s telefonom, kako mu je ratal, hvala Bogu, no, in ko so bili tam že postavljeni ti vozički, pravi režiser, no, dajmo luči, vse postaviti, gremo snemati, kje so bolniki, in rekel, zun so šli na cigaret, 5 pojne pa gremo, ne, pa so prišli iz čik pauze, so jih ulegali not na tiste vozičke, pokrili in se je začela akcija z dirko vozičkov, torej vidimo, da je to vse umetno narejeno bilo, kako se ljudi straši. No, skratka, pri ptičji gripi so bili še mediji neutralni, so še poročali pošteno, čeprav je bilo že veliko plačanih, ne? Pri prašiči je bilo že hujš. Ampak jaz se spomnim, da pri ptičji gripi, ki je bil znameniti profesor Lanka iz Nemčije, ki je mu pogovor za nemško televizijo in ga je novinarka vprašala, kaj pa po vaši oceni, vi ste ugleden profesor, ne, tako naprej, kakšne bodo posledice ptičje gripe na Nemčijo? In on pravi, ja, seveda bodo grozljive, manj bo rojstev. Ona pravi, čakajte malo,
kako bo manj rojstev, pa ptičja gripa je, prav štorkle bodo umrle. Pa ona pa čakajte, se vi ste profesor, se nanosijo štorkle otrok, to otroci govorijo, ne? In rekel, to je ravno tako res, kot vaša ptičja gripa, ne? Torej, profesor vrnil laž z hecom nazaj in je ta štos še vedno ostal v spominu Evropejcev, tudi jaz se ga spomnim, Lanka je takrat postal znamenit. No in takrat je Poljska, recimo ministrica za zdravje, šla v parlament Poljski in je rekla, dokler bom jaz minister za zdravje, ne bo noben Polak cepljen s tem cepivom, kajti v cepivu so najdel prion. Prion, ne? Se spomnite izraza, to so bili pa ti patološki proteini iz govejega seruma, ne? Nore krave. Prioni so povzročali encefalopatijo, Noves Kreuzfeld-Jakobovo bolezen. Tudi pri nas je bilo veliko mrtvih. Meni je zdravnik zaupal, da so jih nabrali in vozili v Slovenj Gradec v psihiatrijo, na zaprti oddelek, torej strogo zaupno, strogo tajno, to so ljudje umirali za prionsko boleznjo oziroma za bolezen norih krav. On je bil tam frišno upokojen, jaz sem tega možakarja enkrat peljal iz Kopra, ki mu je okvaril avtomobila in sem ga pač peljal do Ljubljane, ker je imel hčerko, mi je to med vožnjo pravil, da so deponirali vse tiste, ki so imeli bolezen norih krav, ljudje, in so potem na zaprtem oddelku umrli pod lažno diagnozo. Tako vidimo, da se zadeve skozi ponavljajo, da ni nič novega pod soncem. No, skratka, ptičja prašičja gripa so šla skozi. Pri prašiči so imeli tudi incidente, tudi v Sloveniji, ko je takratni zdravstveni minister Miklavčič kupil 900,000 enot cepiva. V cepivu so jasno najdeli prione in potem je bila cela afera in so takrat mediji zaustavili cepljenje. Medijski vihar je bil tako močan, da je oblast ustavila, pa nas je cepili nekih 15,000 ljudi in je takratnem IVZ-ju, sedaj je to NIJZ, ne, ostalo okrog praktično celotna nakup je postal v skladišu na Trubarjevi 2 v Ljubljani. No in so potem ti naši naivci klicali korporacijo, ki je to delala, če bi lahko, morda pa to nazaj za en narod kupili, pa so rekli, iz Glaxoja so rekli, mi lahko pridemo, da vam to strokovno uničimo, ampak to boste plačali. Ne? Torej, ne vem, kam je pol to cepivo, ko se je končalo, ampak vidimo, da so te afere že bile. V Anhovem, ne? Ja, verjetno, ja, so skurilnik, ne, skratka, vidimo, da so bile to vaje, ne, so bile samo vaje za ta cirkus zdaj in kronska stvar pri tem cirkusu so mediji. Zdaj so jih pa kupili, ne. Takrat jih še niso uspeli, zdaj so pa, tole, če bi tisk, ki ni medije poslušal, ni mu menega strahu, ker ti sejalci strahu so bili masovni mediji, množični mediji, ki so vsak dan nabijali tok tisoč, vse, ta glavna prevara je bila itak, so bili testi, ne, PCR je itak lažen, ne, dvigneš cikle, dobiš, kako češ bolnih primerkov, če so rabili več bolnih, so cikle dvignili, čeprav je celo WHO, ne, že začel bremzati politično histerijo in je rekel, pejte nazaj na 25 ciklov, ne, in so vse države Evrope imele 45 ciklov, ne, ker so politike rabili čim več kužnih. Torej, da zaključim, WHO je postal privatna organizacija, ki nima mene veze za javno službo, svetovno, če je en Bill Gates glavni financer, če je Trump rekel, da bo prekinil financiranje WHO-ja in je s tem tudi izgubil volitve, ker so mu itak tola volilna prevara, Trump se bo vrnil, boste videli nazaj kot predsednik Amerike. Kakršnokoli Trump bil, on je rekel, WHO-ja ne rabimo, ker to je privatna organizacija, ne more Bill Gates, ki je dal več kot 2 milijardi denarja že not, nazaj pa dobiva cepiva kot prodajo, ne more imeti on statusa države. Bill Gates sedi v upravnem odboru WHO-ja, ima status države. En kreten, ki še srednje šole ni končal, paste, ki je patent Windowsa ukradel svojemu najboljšemu prijatelju in sodelavcu in jih patentiral kot svojo lastnino. Torej imamo, v startu je bil lopov.
In to, da je sedanji direktor WHO-ja kriminalec, ki je v Etiopiji kriv najmanj 150 mrtvih, ne? In v Etiopiji nas sme priti, kako je takoj zaprl, potem vidimo, kdo nam vlada. Jaz bi tele prebral en odlomek, ki sem ga danes dobil. Torej, WHO ugotavlja takole, bom nakratko povedal, nam vse ga brali, da nismo bili usklajeni na meddržavnem nivoju, da vsaka država nekaj bolj po svoje to COVID borba peljala, ne? In da moramo zdaj biti bolj usklajeni, da je edina varianta, da smo popolnoma usklajeni, da vso komando pri pandemijah prevzame WHO v svoje roke. Torej, tole je zdaj svetovna vlada v nastajanju. Ste videli? Ne, pandemija je bila umetno narejena, vsaka država je po svoje to vodila, to kamor napelje, zdaj bomo imeli enotno komando in ta komanda bo WHO. Odgovor naše zločinske vlade, gauleiterske, ki ne bo, tudi od te sedanje opozicije ne bo drugačen odgovor kot je tale, je pa takle, lete. Uradno odgovor, v katerem zagovarjajo takole. V kabinet predsednika vlade smo prejeli vaše elektronsko sporočilo v zvezi z mednarodno pogodbo o preprečevanju pandemij in pripravljenosti nanje. Dejstvo je, da je bil celoten svet leta 2020 nepripravljen na epidemijo koronavirusa, zato je nujno potrebno, da se v prihodnje bolje pripravimo za takšne in podobne izzive. Z mednarodno pogodbo, sprejeto v okviru WHO, bi države po vsem svetu lahko okrepile nacionalne, regionalne in globalne zmogljivosti in odpornost na bodoče pandemije. Poleg tega bi tak instrument zagotavljal odločnejšo, stalno in dolgoročno politično angažiranost na ravni svetovnih voditeljev in voditeljev držav ali vlad, jasno določil postopke in naloge, okrepil dolgoročno podporo javnega in zasebnega sektorja na vseh ravneh ter spodbujal vključevanje zdravstvenih zadev v vsa ustrezna področja politike. Ste videli? To so gauleiterji. To so služabniki mednarodnega velekapitala in taki ne vodijo Slovenijo. Isti dopis bi tudi sedanja opozicija napisala takle. Zato je nujna sprememba režima. To je zdaj v bistvu, to je tuji nadzor, ne? To je tisto, kar sem jaz govoril, da mi moramo povrniti suverenost tega naroda nazaj. Ne more ena delegatka iz WHO-ja zdaj komandirati Slovenijo, kako se bomo mi kot država vedli napram nekem WHO-ju, ki je privatna organizacija. Izgon takih ljudi nima kaj početi v Sloveniji. Ne gre tam, kje je bila. Ne? Torej, hočem povedati, da še neka dikcija pri tem WHO je zelo delikatna, kad je odlično tolmačenje je zapisal en celjski odvetnik, Lastovšek, na 12 straneh ali 13 celo, je zabrati vredno, ki pravi, da je to je bodoča svetovna vlada, ne? Torej, privat vlada, velekapitala, ki se je infiltriral in tisto, kar je Klaus Schwab rekel, da imajo posod svoje ljudi. Zdaj, to je v bistvu ta ženska, ki prihaja v imenu WHO-ja sem, to je prisilna uprava države, paste. Dajmo tako s pravim imenom imenovati poskuse, vse to ni rečeno, da bo tako. Tako bo, če bomo mi dovolili.